Jaz si tako mislim, da smo mi sami dejansko kot eno veliko vesolje. Sestavljeni smo, se pravi, iz čisto utipljivega fizičnega dela, ki se prepleta z energetskim nivojem, s čustvenim nivojem, z mentalnim nivojem. In se mi zdi, da dostikrat, da naprimer skozi različne dele dneva nas vodijo različni deli nas. Da ena prava čarovnija, magija se zgodi, ko pa uspemo te nivoje toliko sinhronizirati, toliko uskladiti, da v bistvu uspe neka esenca nas istočasno teči skozi vse. Generalni pokrovitelj intervjuja je založba Kiara. Moja gostja je slovenska igralka Mojca Fatur. Mojca Futur. Skozi bi ti rekla Mojca Futur. Živjo, Mojca. Živjo. Se lahko tikava? Seveda. Ja. Ti si danes pri meni v bistvu gostja v vlogi avtorice teh 4 čudovitih pravljic. Kam gre Mavrica, ko zbledi, ta je pomladna, in potem so še zimska, in potem je še poletna, seveda, in še jesenska. Kdo bi si mislil, ne? Dokler nismo teh pravljic videli, da si jih pisala? Si ponosna na nje, si zadovoljna z njimi, notri si dala veliko lepega. Vsaj po pomladni, ki sem jo prebrala, lahko rečem. Hvala. Sem zadovoljna. Zadovoljna sem predvsem s tem, da sem se toliko uspela zbrcati, uriti in skončati eno stvar, ker moji doma me poznajo, moji predali pokajo po šivih, toliko imam enih na pol narejenih stvari in je v bistvu fenomenalen občutek, ko res nekaj tako iz tega nivoja ideje pripelješ v fizično realnost. A pa je težko pravljico napisati? Veš, to vse ni 500 strani, roman, ne vem, kakšna huda dramaturgija, ampak se te dotakne pravljica. Je to težko napisati? Meni je beseda blizu, beseda v vseh oblikah, govorjena ali pisana. Glih se s Klemnom večkrat pogovarjava, jaz na primer nimam posluha za glasbo, ampak njemu karkoli daš glasbenega, šubu to, mislim, in zaživi, in sestavi, in si izmisli besedilo. In enako imam pa jaz tako, imam blazen posluh za besedo. Jaz ko pišem, že sproti, brez da preberem, v bistvu čutim, kakšen ritem ustvarjajo besede, glede na to, kako so sestavljene. Tako da ne, mi ni bilo težko. Zelo je, mislim, pač lep konec, optimistična, kljub temu, da je vmes zaplet, da pride tema nad mesto, ne, tako rečena žalost in tako naprej, ampak na koncu je optimistična. A ni lepo, da si lahko to privoščimo, dober konec, da ni treba, da je vsaka res vrhunska zgodba z nekim zapletenim slabim koncem? Jaz imam ful rada dobre konce. Ja, ni to nič manj vredno, je res? Ne, absolutno ne. In pri tem, se pravi, to se dogaja v osamljenem gaju. In kar mi je tako ljubo, da se je uspelo vzpostaviti v teh pravljicah, je ta moč skupnosti, ker se mi zdi, da je tudi danes to izrednega pomena. Tako smo se uspeli razdeliti, že sam, če vidimo tako, že sam znotraj mesta, vsak v svojem stanovancu, v službi vsak v svoji pisarnici, zdaj s tem covidom, celo niti v pisarno večina ljudi ne gre, vsak od svojega doma deluje. In na nek način pustimo to, da si postaješ tujec tako, ampak postaješ kot da nisi dovzeten sploh več za neka stanja drugega človeka, kot da sploh nismo več sposobni prepoznavati, ne vem, kaj se nekomu dogaja. Vsak sam svojo špuro vidi. In tlele imamo pač glavno junakinjo, Polonco, ki vsakič dobi neko idejo, kako bi se nastala težava lahko rešila, ampak rešijo pa vsakič s pomočjo skupnosti, ker vsi stopijo skupaj in vsak prispeva svoj lonček. To se mi zdi res pomembno. A imaš to pravlično dušo ti? Kako bi svojo dušo opisala? Veš, zdaj mi vedno nekega človeka opisujemo, ja, pa je visok, pa je nizek, pa je dobrovoljen, zgleda lepo. Kako bi svojo dušo opisala? Jaz mislim, da sem večni idealist, entuzijast, res verjamem v dobre konce in res verjamem, da imamo v bistvu moč, da imamo niti v svojih rokah, ko si to dovolimo, ker na nek način imeti niti v svojih rokah je v bistvu prevzemanje odgovornosti. In ogromno ljudi bi imelo niti v svojih rokah, ne bi pa prevzelo odgovornosti za stvari. In zato tudi ustajamo in v boleznih in v odnosih, ker je lažje kazati s prstom ali pa reči, vse drugo je krivo. Sem na čigavi
nitih smo pa mi? Ali res rečeš, vem, da ti govoriš o človeku kot o vesolju, to mi je zelo všeč, ali pa zvezda, recimo, kot o zvezdi govorim, univerzumu, ne? Ampak kdo tebe vodi, kaj tebe vodi v življenju? Ali rečeš, ali je moj tvoj odgovor, jaz, moja odgovornost, moje življenje. Jaz si tako mislim, da smo mi sami dejansko kot eno veliko vesolje. Sestavljeni smo, se pravi, iz čisto utipljivega fizičnega dela, ki se prepleta z energetskim nivojem, s čustvenim nivojem, z mentalnim nivojem. In se mi zdi, da dostikrat, da naprimer skozi različne dele dneva nas vodijo različni deli nas. Da ena prava čarovnija, magija se zgodi, ko pa uspemo te nivoje toliko sinhronizirati, toliko uskladiti, da v bistvu uspe neka esenca nas istočasno teči skozi vse. In takrat se mi zdi, da res deluješ iz svojega bistva in svoje harmonije. In se mi zdi, da takrat tudi nemogoče, da bi ranil koga. Pa ti verjameš v usodo? Ali rečeš, da imamo usodo 100% v svojih rokah? Ti si dosegla, ne, s to diagnozo svojo, o kateri si govorila. Je to avtoimuna bolezen? Ne, mislim celo, da ni niti avtoimuna. Pač obolenje kostnega mozga. Se pravi, s to boleznijo, ki si jo imela že v otroštvu in potem kasneje, si v bistvu uspela, ne bom rekla dokazati, se nikomor ne dokazuješ, ampak recimo lahko rečem, si primer te notranje moči, ki jo človek ima, ko se obrne vase in pogleda in jo odkrije. Ne? Me zanima, kakšna so tvoje razmišljanja o usodi, ne? Odkot je tam tvoja notranja moč? Kje si jo črpala? Mislim, kje je si gledala? Je v jetrih ledvice? Kje je ta moč? A je v mojem razmišljanju? Odkot prihaja ta moč? In zakaj nima vsak? Mislim, odkot prihaja najprej to? Ja. Ne vem, jaz jo čutim tako, kot eno silo znotraj sebe. Težko bi rekla, kje je locirana. Pač tako, to, da te sploh, to, da premikaš, vse to. Ne vem, jaz jo čutim tako znotraj sebe. Ampak imam tudi jaz, glih danes, jutri sem rekla, Klemnu, mi gre na živce, ker vidim, da sem tudi odvisna. A veš, od vremena, od stvari. In si rečeš, porka la flek, a veš? Ja, zakaj rečeš odvisna? Pač vplivajo na te stvari. Se te dotaknejo, mislim, vse to je to. Koliko si vpet v nek večji svet. Ja, se v bistvu mogoče tako, veš, se naučiti res bivati v harmoniji z vsem, ne? In mogoče je vpliv toliko močnejši ravno takrat, ko probaš neko svojo pozicijo zadržati in ne greš s tokom vsega, kar je okrog. Ja. Jaz mislim, da ljudje veliko zgubljamo recimo na ta račun, da pa želimo, da je vedno vse v redu, da je vse mirno. Sej ne rečem, harmonija je res pomembna, potem, ko pride do resnične harmonije. Ampak kolikokrat si mi rečemo, vse je vse v redu, pa sploh ni, ne? O tem sem govorila recimo z režiserjem Mitjem Okornom, ne? On pa res ruši te meje harmonije, da potem na koncu pride do ene večje harmonije. Kako daleč si v tem iskanju? V iskanju harmonije? Ja, resnične. Ali si jo našla? Na trenutke jo najdem, pol spet izgine, spolzi. Imam dneve, ko mi rata celo večji del dneva preživeti v popolni harmoniji. Ampak to je res ena ta ubranost. Tako kot si rekla v bistvu prej. Res ubranost ne sam sabo, ampak da si imaš ubrane svoje notranje nivoje in si sposoben biti ubran z vsem, kar je zunaj. Ja. Jaz mislim, da je poti do tja veliko. Jaz osebno sem se lotila skozi meditacijo, skozi mir in predvsem skozi ta občutek, da se res zavedaš trenutka, zdaj. Da se ga sam zavedaš, da ga ne skušaš nadzirati. Meni se je zdelo zelo pogubno, da si ti takrat v oddaji na nacionalni televiziji spregovorila o svojih ekstra zaznavah, ki jih imaš že od otroštva.
vendar nisi neka licencirana terapeutka, razumeš, da bi imela to neko pravico v tem smislu, da jo ljudje potem sprejmejo. Jaz se ona je terapeutka, jasno, da o tem govori. Ti si pa igralka, ne? Ti si pa spregovorila o enem takem svetu. A je bila to tvoja odločitev, si razmišljala in si rekla, zdaj pa čas, zdaj bom pa to povedala s tem namenom, zato, pa zato, pa zato? Nisem nič prav razmišljala konkretno. Pač to je del mene, del mojega življenja, del mojega obstoja od nekdaj. Zdaj pač na tej poti raziskovanja, ki jo je diagnoza prinesla, se je res, da to sam še ukrepilo. Pač bleknila sem. V redu, ja, pač je šlo skozi. Tako, ja. Pa ti bilo kdaj žal? Ne. Ne. Ker je ogromno ljudi me je po tistem kontaktiralo. Ja. In je veliko ljudi mi napisalo, da tudi sami, že od malega so imeli cel kup enih zaznav, ampak si niso nikoli do zdaj, pa to so ljudje že v zelo zrelih letih, upali na glas to komorkoli povedati, nobenemu, niti staršem, niti nobenemu prijatelju. In so rekli, da jim je to, da sem jaz kot neka javna oseba, javno o tem spregovorila, da jim je tako skalo odvalilo od srca, ta občutek najprej, da si sploh ta del svoje resničnosti dovolijo priznati in ga živeti. Tako da jaz mislim, da moramo govoriti o stvareh. Ja, to so kar veliki preboji v bistvu, družbeno gledano, ne? Sploh za slovensko družbo. Ja. Sploh za slovensko družbo in za našo mentaliteto. Imaš upanje, da nam gre dobro, da se res odpiramo, da smo res sposobni sprejemati mnenje človeka, ne glede na to, kakšno je, ampak ga sprejeti, o njem razmisliti, ga malo s svojim primerjati, mogoče najdete eno srednjo pot, kakorkoli, ali pa pač vsak svojo. Ampak imam dneve, ko se mi zdi, da gremo res tako svetlobno hitrostjo navzgor, proti, tako kot si rekla, sprejemanju, razumevanju in vse, kar pa še zraven. In pa imam dneve, ko se mi zdi, da smo tako zaplankani in se rečemo, moj bog, kje smo. Tako da, ne vem. Ampak čutim pa, da ne glede na vse, je v ljudeh ena iskrena želja po tem koraku. Tako da mogoče klecnemo kdaj, ampak mislim pa, da se želja vsaj res ful prebuja. ja, kar je za razliko od recimo 20-30 let nazaj, mislim, že kar velik korak. Velik, zelo. Ja. Kje je tu tvoja igralska pot? Si še vedno, ti je še vedno na prvem mestu, se še vedno identificiraš sebe skozi igralko ali zdaj že skozi kaj drugega? Ne, to se že dolgo let ne. Še zmeri, tako ne vem, glih Mila me je zadnjič, moja najstniška hči, spraševala, malo smo se pogovarjali o teh stvareh. V bistvu še zmeri zelo rada ustvarjam, tako kot igralka, je to neko polje, ki me radosti, ampak ne bi pa več za vsako ceno vsega sprejela. Ker ko si mlad, ti je vse novo, ne? Vsaka stvar, pa nov režiser, pa so igralci, serija, mislim, pol v enem momentu okusiš ene stvari, pa druge prioritete so, tle so otroci in vse sorte, tako da se razveselim, ampak tako, če je projekt že v štartu tak, da vidim, da lahko skozi njega zrastem in kot igralka, in kot človek. Ali pa če že ne nudi tega, da je pa vem, da je v osnovi tako ena fina ekipa zadaj, da vem, da smo imeli res ful lepo. In da bo iz tega lahko kakšna pravljica nova nastala? Evo. A imaš še kaj v mislih ali si dala zdaj, rodila otroke, spisala 4 pravljice in je to za otroški svet dovolj? Ne, eno sem glih kar dokončala. 2 imam zdaj malo tako v štartnem delu, pa jih še par imam osnutkov. A ja? Se ti pravi, moji predali pokajo po šivi. Ja, pa nisem vedela, da od pravljic. Ma vsega češ, daj. A ja, res? Ja. A ja, to je šele začetek potem v bistvu? Upam, da je sam še začetek, ja? Da ni že konc. Ja, ker v teh svetovih je pa lepo biti, ne? Pa meni je lepo povsod, kjer se kreira, karkoli. Aha. Okay.
Ja, zanimivo. Kaj pa recimo, mislim, si kdaj razmišljala o tem, da bi spisala knjigo svojega življenja? Pač zares, imaš še kaj zapovedati, česar še nisi povedala, pa bi bilo, se ti zdi dobro, pa bi mogoče knjiga to bolje prenesla? Ker mislim, da tvoj svet, dobro, bila je ena oddaja, pa potem še gostovanje, pa na tem podcastu, pa tako naprej, ne, se je potem malo odprlo, ampak mislim, da mi tebe nismo še raziskali do potankosti. Kaj ti praviš? Ja, se tudi jaz še nisem. In sem razmišljala, ker je, sem že na začetku v bistvu čist na sveže, ko je bila diagnoza in sem znotraj ene meditacije je prišel protko kot en višji glas, da bom zdravela in da takrat moram o tem tudi knjigo napisati. Pa sem se jaz s tem, z vsemi 4 upirala, ker se mi je zdelo, pa to je moja notranja izkušnja, kaj vraga milega moram jaz zdaj o tem govoriti. In polka me je tudi Zvezdana poklicala, je najprej bilo, kaj če mi jaz to zdaj, ampak pa se nekaj nač, dej, gremo, mogoče pa res še komu prav pride. Ja. Odziv je bil takrat zelo velik, ne? Ja. Pa v bistvu samo pozitiven. A si imela občutek, da te kdo obsoja, ker si... Čeprav se mi zdi, da Slovenci, kjer je zraven bolezen, vedno sprejmemo, ne? Ne, sem že tudi videla, kdaj, ko je se v komu napisalo, da pa so znali biti tako prav, ne vem, zdaj pa govori, da ima raka sem zato, da si spet dela reklamo. Ja, in se mi je zdelo grozno. Zame nisem zasledila, ampak zagotovo je bilo tudi kaj vmes, ampak mi je bilo tako, mislim, vsak ima pravico, normalno, mislim, tako kot sem rekla, moje vesolje je moja pravila in njegovo vesolje je njegova pravila in če v njegovem vesolju so pravila taka pa taka, avtomatično, logično, da jaz v njegovem vesolju sem, ne vem, schizofrena. Ne moram biti drugače, ampak to je njegovo in to mu dopuščam, mej to, a veš, in to je moje, pusti meni to. Ja, imaš pa srečo, to tudi si javno povedala, ne, da imaš Klemna za svojega soproga oziroma za partnerja Slakonjo in da je zelo odprt za te stvari, ne? Ja. Da se lahko odprto z njim o tem meniš in da te razume, ne samo da te posluša, da te razume in da te tudi sprašuje, da pokaže zanimanje, da sodeluje v tem, da gre s tabo na, ne vem, nek tretma, karkoli. To je res, se mi zdi, potem veliko lažje živeti svojo resnico, kot če moraš še pred svojim partnerjem skrivati. To si sploh ne predstavljam, da bi morala, ne vem, ali pa da bi... Da bi bilo nesprejeto, ne, recimo. Ja, da bi nekdo meni tako blizu zanikal ta del mene, ne. Mislim, to mora biti grozno. Ne predstavljam si v resnici. Zato, ker tudi on v bistvu, ko sem jaz rekla, ok, jaz se bom tega lotila na svoj način, ker čutim, da imam dostop do tega, ni res za milijoninko sekunde dal vedeti, dej ne, kaj pa če ti ne bo ratalo, tako, nikoli. In to sem pol postfestum razmišljala, kakšno dragoceno darilo je to v resnici, ne? To je res veličina, ker človek ima pravico do svojega dvoma, ne? In pač lahko bi podvomil, lahko bi to izrazil, lahko bi naselil še na te dvome in bi to bilo čisto človeško, recimo, ne? Ja. Tako da to je v bistvu res veličina, da človeka sprejmeš in da veš, kako pomembno je verjeti, ne? V tistem momentu. Ja, lahko bi svoje strahove popolnoma name, ne, projiciral in bi zapadla pol jaz v neke dvome in strahove. Ja. To je tvoje res močno sporočilo, tudi glede tistega kolesa izgubljenega na Rožniku. Tvoje močno sporočilo v bistvu moči, vere in zaupanja, ne, nasproti dvomu, ne. Ne, pa tam je bilo s tem kolesom res tako, prav to je bilo, prevzeti odgovornost. Jaz sem čutila, ker sem tam zagledala, da ni kolesa, tako kot sem rekla, lahko bi padla v to, ne, vedno en idiot se najde, ampak tako sem res nekaj, vesolje se vem, to je za una jajca, ne razbita, nekaj vem. In se sliši absurd, ampak dejansko prav, kot da bi slišala to neko kolesje vesolja. In jaz sem samo tako, slika se mi je pripeljala mojega kolesa, kako v bistvu proti meni se vozi. In se je res pripeljal še čez nekaj ur. Noro. Čez ne vem, urco 15 ali koliko je bilo, niti ura. Ja. Kako sprejemaš naš novi čas? Tale, misliš, covidni? Ja, pa da ne bi ga vse samo na to diagnozo obrnila, ampak pač na čas, v katerem smo se znajdli.
Ma v resnici v redu. Tako sem si zadala, da si res vzamem vsak dan čas zase, za svoj mir. In se mi zdi, da je najpomembnejše to, da jaz negujem eno svoje notranje stanje in počutje. In da če jaz ostajam v nekih, ne vem, če rečem temu malo bolj eterično, visokih vibracijah, je to nekaj, kar lahko navzven sevam in je to največ, kar lahko dam. Ja, več od vsakega doktorata, recimo. Pa ne bi nikakor izmanjševali vrednosti doktorata, ampak pač to, da si človek in da oddajaš te pozitivne, dobre človeške vibracije v okolje. Tako. Ja. Ja, meni je ostal zelo lep okus potem, ko sem prebrala tvojo pravljico in se mi zdi, pa če tudi sem odrasla, res lepo brati pravljice. Ne bi jih brala vsak dan, ampak ko si vzamem čas za pravljico, tako kot si človek vzame za poezijo, za dober roman, za dober film, se mi zdi zelo vredno tudi odraslim iti v ta pravljični svet. Ja, se mi zdi, da imamo itak kar neke tako, sami smo si postavili neke omejitve, kaj je, kaj ni, ne, pravljice beremo otrokom, ne. Vidim, tudi jaz ne hote. Tu so kar neki programi, ki jih imamo. Potem pa, ko naprimer grem iskat za otroke pravljice, pa se zgodi, da slučajno doma kaj začnem listati, predam jim, pa pol kar padem not, pa berem, pa si rečem, lej, sej, ko bereš sam sabo, ne, koliko enih čist drugih sporočil ven posrkaš, ko njim bereš na glas. Ne? Ja, in tudi slike recimo, notri so zelo povedne in barve, in vsaka hiša ima svojo barvo in kako malajo in kako potem se dobijo na trgu in kako je tista gospa vedno joka, solze toči in potem gleda te slike zraven. Ja, lepa izkušnja, no, skoraj kot bi en film pogledal pač preko svoje domišljije. Mojca, hvala, da si prišla in da si tudi z nami preko našega kanala delila en kos svoje bogate notranje izkušnje. Hvala za povabilo. Lepo je bilo. To je bila igralka Mojca Fatur.